Kako pa razumeš jogo zdaj trenutno v tem obdobju življenja, ker dostkrat sem slišal v zadnjem obdobju, se mal, recimo, da je popularnost na zahodu dobila tam v 80-ih kot neka vadba v 90-ih, ali pa po tisti hipijevski revoluciji, zdaj se pa nekako vedno slišamo, da se nekako narobe v narekovajih tretira to prakso ali pa celo to filozofijo na zahodu. Kako ti razumeš jogo tako v širšem pomenu? Ja, predvsem kot eno zelo torej eno disciplino, zelo dolgo tradicijo. Če razumeš te korenine enega iskanja človeka v stari indijski kulturi in kako se je potem skozi stoletja so se zbirali neke izkušnje okrog tega in torej to je primarno zame eno iskanje razumevanja večga, iskanje enega življenja in sebe v njem, da lahko se osvobajam iz ujetosti v tem, torej cilj in tako primarno. Bil sem večkrat v Indiji, da sem to lahko slišal in razbral od ljudi, ki so to dobro poznali in temu življenje posvetili. Tako da v bistvu sem še v tako zgodnjem valu bil, da se me te kasnejše bolj na telo usmerjene ali pa samo na telo nekatere usmerjene vadbe in različne kombinacije in različna poimenovanja so se me manj, jim sledim, vem okvirno, katero smer se lahko razvija, ampak torej primarno je to ena metoda, ki ima to fizično komponento, seveda ima psihofizično in duhovno hkrati, to pomeni je ena vadba telesa preko dihanja, tudi stika s čustvi in potem, da lahko se te valove v sebi nekako umirjaš ali pa lahko reguliraš do te mere, da jih umirjaš, to je nekako tudi en tak cilj recimo v Patanjalijevi jogi sutri, ko v samem začetku izpričana umiritev ali prekinitev teh valov, da lahko potem zagledaš, da lahko vidiš, da lahko raziskuješ svojo zavest, svoje doživljanje, svoje, tako kot so prej rekli, razumevanje tega, da kako stopiti toliko, ker lahko skozi umiritev dosežeš to, da nekoliko stopiš iz teh običajnih tokov, da te ne zalivajo preveč, da vidiš, kam potuješ ali kam želiš potovati. Tako mislim, da joga igra kot ena osrednjih filozofskih šol v indijski filozofiji, tudi ima to vlogo in če vadiš s tem duhom, mislim, da vadiš pravo jogo, vse drugo so pa neki bolj ali manj približni odsevi tega. Včasih tudi, če je usmerjeno samo v neko lepo telo in zdravje in tako naprej. Seveda ima terapevtske razsežnosti, to sem spoznaval, ampak ni to bistvo. Nekaj sem prebral, da eno dobro misel Vida Griffitha, ki je bil menih krščanski, ki pa je živel potem v Indiji in tudi osnoval tam en ašram, je želel te krščansko in tradicionalno hinduistično način življenja združiti in je napisal, da če človek vse dele sebe, ki jih razpozna in začuti in tako zmore nekako integrirati in jih povezati, da je to prava joga. Ne pa samo na katerega od teh delov se usmeriti, ker tam je potem nevarnost, da zgrešiš. Koliko si imel pa na svoji poti konfliktov med to zahodnjaško znanstveno miselnostjo, čez katero bil si del nje, ker si šel čez šolanje, pa temi tematikami, ki smo se jih zdaj dotaknili. A ni bilo nikoli konflikta znotraj tebe, ali si imel tako ločen, da nista prišla skupaj?
Ja. Pa tako, kako si se s kolegi o tem pogovarjal? Ja, nisem se nikoli počutil, res da je bilo to na začetku tako nekaj, kar nisi zelo na glas govoril ali pa se zelo s tem nekako ni bilo veliko. Že to recimo, da nisem mesa jedel od enega časa naprej, takrat ni bilo tako. Si prišel lahko v gostilno in se rekli, da so rekli očetu, da ga spametuj, da na njih ali pa kaj podobnega, ali pa da nekaj se zmišljati, pa tako. Skratka, sem že vedel, da v eni splošni populaciji zdaj to ni nekaj samo umevanga ali pa tudi nesplošen sprejetega. In podoben tudi potem na srednji šoli sem imel eno odlično profesorico, ki mi je tudi sva o tem kaj rekla, ko sem eno za domače branje pripravil, kako je življenje v ašramu Rajnišovem, ki je bil tak malo posebej svoboden in To je Osho? Osho, ja. In tako tudi na fakulteti, ki sem slišal, da je naša profesorica za anatomijo vadila jogo, to je bilo tudi tako nekaj kot ena posebnost ali pa rariteta v tistem času. In tako iz teh koščkov sem rekel, saj so ljudje, profesor Mičinski, ki je bil en tak velik pionir in avtoriteta na področju psihiatrije, ki je tudi bil zelo odprt za azijske filozofije in tako naprej. Tako, iz takih koščkov sem zmeraj našel neke sogovornike, ki so to tudi nekako videli. Seveda vidimo lahko eno soobstajanje zelo različnih paradigem, tudi pristopanja k telesu, pristopanja k duševnosti sploh, razumevanju, kaj človek je, razumevanju, kaj so bistvene stvari. Ampak tako, jaz vidim znanost kot en resen in en tudi najuspešnejših načinov prodiranja in k temu, da več razumemo. Ima pa svoje omejitve in moramo vedeti, da kaj lahko dokaže in česa ne, ali pa tudi kje lahko je z neko gotovostjo in kje ne. In od tam naprej pa pridajo druge vede, ki so prav tako od začetka človeštva že prisotne, filozofija, religije, duhovne tradicije, vse nosijo neke odgovore na vprašanja, ki jih imamo, katere so en delček odgovorljiva skozi znanstveno paradigmo, marsikater pa ne. In tukaj, če srečam koga, ki zelo vehementno kaj brani in ki bi niti, se mi ne zdi vredno posebej konflikta. Mislim, zanimivi so tisti, ki vidijo malo dlje in tistih je tudi na srečo veliko in tisti potem tudi te, ki orejo ledino, ki ni povezovanja in interdisciplinarnosti. In danes to ni, takrat je res to še bilo tako v enih povojih in če si kaj omenjal, da si, ne vem, da jogo vadaš ali da si nekje da meditiraš, ali tako so te lahko malo čuden gledali, pa Bog ne daj, da bi to omenil v kakšnem terapevtskem kontekstu, ker je to bila alternativa in prepovedana. Danes pa je to skozi toliko vrat prišlo, skozi nevroznanstveno, skozi raziskovanje zavesti, skozi iskanje terapevtskih možnosti, kjer je čuječnost, kjer so druge podobne metode priporočene. To je postalo zdaj nekaj, kar je evidence-based, imamo raziskave, ki to potrjujejo, imamo željo ljudi, da to prakticirajo in sprobajo, tako da bolj mislim, da ni toliko problem konfliktnost, ampak je problem integracija. Toliko je nekih veden, pa toliko je nekih prepričanj, ki jih ljudi, ali pa tudi ideologije, ali pa sistemov, ki jih oblikujejo in niti ne toliko, da so v konfliktu drug z drugim, ampak da jih je toliko in da so različni in kako to res povezati, kako res razumeti, kako se določene, ta težka vprašanja zavesti in odnosa med telesom in duhom in tukaj smo itak tako, se mi zdi, da je prava drža ena previdna ali pa ponižna, če to ni prepovedan termin, oziroma nezaželen. Tako, ena ta drža, da smo, da se lahko seveda prizadevamo, ampak smo še
je pot še dolga.